Danes smo tukaj na Srednji medijski in grafični šoli v Ljubljani v okviru projekta Igre Evrope. In danes nekako smo začeli prek vrednot debatirati o tem, kaj je za nas pomembno in kaj je v bistvu pomembno v družbi danes. Hkrati smo se pa potem navezali prek vrednot na človekove pravice in raziskali malo zgodovino, a so upoštevane ali niso. Smo pa naredili tako, bi rekla, to na dveh ravneh. Eno je na tej racionalni, ko smo razmišljali z glavo, drugo je pa na tej bolj čustveni ravni, ko smo se poskušali uživeti v vloge ljudi, ki so jim kratene pravice. Tako da upam, bomo tako tudi spodbudili to bolj, kako bi rekla, aktivno državljanstvo za boj proti nepravicam. Meni se zdi, da je pomembno, da z mladimi delamo, tako kot sem že omenila, na teh večjih ravneh, da o stvarih ne govorimo sam na neki površinski ravni, ampak da res poskušamo z nekimi izkustvenimi delavnicami tudi se uživeti v različne vloge, v različne ljudi, ker šele tako lahko tudi nekako s srcem smo motivirani za spremembe. Tako, to se mi zdi res tista najbolj pomembna stvar teh metod. Največje vrednote v družbi se mi po mojem zdi zvestoba, ker pač brez zvestobe nimamo nič, ker pa ne moreš na drugega računati, pa ne moreš vedeti, da bo imel pač tvoj hrbet. Sam dostikrat pa ljudje tudi zamenjajo to z zaupanjem, ker pa zaupanje ne da je slabo, ampak danes si ljudje itak ne zaupajo več nič. In mislim, da je to pač v družbi ful problemno. Kakor tudi, ko imamo, ne vem, predsedniki, ki vodijo naše države, pa cel naš svet, noben jim ne zaupa, ker mislijo vsi vsak, da krade in po mojem bi mogli to nekako rešiti. V današnji družbi bi v bistvu mogli spremeniti kar nekaj stvari. Sploh naprimer ta pohlep v bistvu v naši družbi je sploh največji problem, če me nekaj vprašate, ker pač je denar sveta vladar, kakor smo že pač slišali, in pač veliko ljudi bi rad imeli veliko denarja in zaradi tega pol so tudi lahko nasilni ali karkoli se dogajajo vojne, te vse stvari in to bi bilo sploh dobro spremeniti. Meni se pa zdi tako, te vrednote, da bi mogli malo bolj zaupanje v človeka, v sočloveka, pa sploh svoboda govora, ker to tudi ni po celem svetu zelo zdaj. Ja, v današnji družbi je največji problem, se mi zdi, tako resnica. Zato veliko ljudi laže in to dobro. In tudi v navadnih tako primerih, če vprašaš kakšnega prijatelja, a pa te on te vpraša, a imaš čas danes, pa rečeš, joj, ne morem, ne vem, se ne počutim dobro, v resnici se ti pa ne da. In tukaj pač živimo, to je ena majhna laž, ki bi lahko rekli, ne morem, a pa se mi ne da, ampak nekako se skrivamo pred resnico, ki se v bistvu bojimo, kaj bo posledica in pač ljudje smo to navajeni oziroma imuni na to. Teh vrednot bi mogli gojiti, to se pravi resnica, seveda tudi zaupanje v človeka, ki ljudi pač nekako mi ne smo tak tip človeka, ko drugega človeka pogledamo, ga na zunanjo spravo pogledamo in tudi dosti pove in nekako to presodimo, a je dober ali ne. Velikokrat se tudi zmotimo, to je res, ampak to traja, da nekako pol vidimo, da človek ni slab. Prvo mesto bi vzel denar, ker plače so bolj slabe. Potem je tudi nekako svoboda, bi jaz rekel. In pač parlament na splošno je danes obupan, če bi se opustil na politiko.